predstavitev tudi, pogledajo. Vmes bi prosila, če lahko vprašanja zdaj postavljate v chatu, lahko pa potem, glede na to, da nas je tako malo tudi v živo, na koncu moje predstavitve, potem se živo še pomenimo, pač kaj bi bilo treba. Torej, na splošno bi vam predstavila projekt oziroma izhodišča, potem na kratko, kakšne aktivnosti smo izvedli v analizi stanja, nekaj o viziji pa o ciljih upravljanja mestne logistike v Piranu, nato predstavlja možne ukrepe, ki bi se lahko na območju ožjega mesta Piran izvajala na področju upravljanja mestne logistike, scenarije oziroma svežnje ukrepov, potem kakšni so bili odzivi deležnikov na te ukrepe, kot sem rekla, v živo na delavnici in preko spletnega orodja smo dobili odzive v smislu pomislekov in predlogov za izboljšave, in na koncu potem tudi predstavlja, kakšne so še nadaljnje aktivnosti na tem projektu in potem pač odgovori na vprašanja oziroma debata na koncu predstavitve. Zdaj, načrt upravljanja mestne logistike v ožjem mestu Piran je pilotni projekt v okviru projekta Samo en planet oziroma Life Care for Climate, katerega vodilni partnerji Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, naše podjetje Zum d. o. o. pa smo eden izmed ostalih 14 partnerjev na tem projektu in pokrivamo področje zelene logistike. Projekt je začel izvajati se leta 2019 in se bo zaključil konec leta 2026. Zdaj, kaj je v bistvu izhodišče oziroma družbeni okvir za pripravo izvajanja tega projekta Life Care for Climate in hkrati tudi tega pilotnega projekta v Piranu. Gre za Evropski zeleni dogovor, katerega cilj je zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030 za 55% glede na leto 1990 in podnebno nevtralna Evropa do 2050 in Slovenija kot članica Evropske unije in posledično vse občine in pač vsak posameznik od nas smo zavezani tej strategiji in pač ciljem, ki iz nje izhajajo, zato tudi projekti v bistvu naravnani na doseganje ciljev oziroma na zmanjšanje izpustov in na zmanjšanje podnebnih sprememb. Osnovni razlog, da je pač tudi v okviru projekta Life Care for Climate tudi področje prometa in v okviru njega tudi logistika oziroma tako imenovani tovorni promet je, da je v bistvu promet eden največjih onesnaževalcev v okolju in da je treba tudi ukrepe predvidevati tudi na tem področju in ki bodo takšne ukrepe, ki bodo naslavljali cilj za zmanjšanje izpustov. To je torej okvir ali pa ta strateški cilj, ki ga pač v našem projektu sledimo. Slovenija je na področju upravljanja mestne logistike vzpostavila tudi že zakonsko podlago, sprejela je zakon o celostnem prometnem načrtovanju in tudi pravilnik o načrtih upravljanja mestne logistike, torej v osnovi, kaj naj vsebujejo in kako se naj pripravljajo. Ta pravilnik pa hkrati vsebuje tudi načrte izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtov, gre torej za en takšen osnovni pravilnik, ki pokriva 3 področja in pripravila oziroma izdala je tudi nacionalne smernice za pripravo načrtov upravljanja mestne logistike in tem smernicam, tudi s tem načrtom tukaj na območju Pirana sledimo. Sledimo mu pa zato, ker na ta način lahko občina Piran v prihodnjih letih tudi pridobi določena sofinancerska sredstva za izvajanje določenih ukrepov, če pač je ta načrt pripravljen na bolj celovit način in z vključevanjem javnosti, tako kot je tudi predvideno v nacionalnih smernicah. Območje obravnave, kot sem rekla, tega načrta je ožje mesto Piran. V fazi pač do zdaj smo opravili
poleg zagona procesa, torej ta začetnih faz izvajanja tega projekta, tudi številne analitične aktivnosti. Analizirali smo primere dobrih praks, vso relevantno dokumentacijo, opredelili kazalnike, izvedli številne terenske oglede tako v sezoni, izven sezone, šteli promet v mesecu avgustu, izvajali ankete, intervjuje, imeli tudi na koncu javno predstavitev, podobna kot je današnja, vseh teh rezultatov analitičnega dela, in ta predstavitev je bila potem tudi objavljena na spletni strani občine. Vse te analitične aktivnosti smo izvedli v letu večinoma 2021 in potem zaključevali leta 2022. Potem pa so sledila oblikovanje vizije in ukrepov. Zdaj prosila bi, če odgovorite na 3 vprašanja, vezana na dogajanje v mestu Piran. Skratka, zanima me, koliko bi lahko ocenili, da se koliko dostav dnevno se lahko izvede, koliko se izvede v ožjem mestu Piran, pač tako po vašem občutku, in kolikšna je dnevna količina blaga, ki se pripelje v ožje mesto Piran, in kolikšni so izpusti, to je 3. vprašanje, če greste pol niže dol, kolikšni so izpusti CO2 zaradi dostave v ožjem mestu Piran. Če odgovorite po vašem občutku, kaj bi lahko recimo bil pravilen odgovor. Mi smo na podlagi vseh teh analitičnih aktivnostih namreč ugotovili ravno tudi na teh 3 segmentih ugotovili, kakšne so te količine in kakšni so izpusti zaradi dostav v ožjem mestu Piran. To so nam pomembni kazalniki, ki bi jih potem v prihodnje želeli tudi spremljati, potem recimo, ko se bodo določeni ukrepi izvedli. Zdaj, če pogledamo vaše odgovore, 250 ton na leto je izpusti CO2, ste ocenili, nekje med 15 in 25 ton dnevna količina blaga in 200 do 300 na dan dostav. Tako da, če pogledamo kar odgovore, je bilo kar pravilno, nekoliko manj izpustov CO2 zaradi dostave, skratka 145 ton na leto izpustov CO2 zaradi dostave v ožjem mestu Piran. To je seveda zaradi dostave je bistveno manj kot pa seveda na splošno zaradi prometa. Med 25 in 30 ton se vsak dan dostavi blaga v ožjem mestu Piran in ocenili smo, da cirka 300 dostav na dan se izvede v ožjem mestu. Ti podatki so nekako ocenjeni na podlagi števnih podatkov in na podlagi anket, ki smo jih izvedli, iz katerih smo ugotovili, koliko količina recimo prihaja do posameznega gospodarskega subjekta dnevno in koliko dostav imajo posamezni subjekti dnevno, in potem to tudi primerjali s števnimi podatki o vstopih na območju Fornač in z tega potem tudi ocenili, koliko izpustov je zaradi dostav. Moramo vedeti, da dostave se v Piranu izvaja cirka polovica z dostavnimi vozili oziroma izvajajo jih dostavljalci oziroma dobavitelji, cirka polovica pa jih izvajajo sami lastniki lokalov, večinoma z osebnimi vozili. Zdaj, občina je tudi že nekatere ukrepe na področju upravljanja mestne logistike izvedla. Kot prvo ima sprejeto celostno prometno strategijo, ki delno tudi to področje pokriva. Moram povedati, da letos občina pristopa k pripravi novi celostni prometni strategiji, to je celostna prometna strategija druge generacije.
ki bo sprejeta drugo leto. Potem uvedba zelenih vozil in opredelitev časovnih oken dostopa do ožjega mesta Piran, skratka gre za obliko dovolilnice in opredeljena so časovna okna, kdaj lahko recimo dostavna vozila v ožjem mestu Piran vstopajo. In glede na to, kakšen je osnovni koncept dostopa, torej z enim vstopnim mestom na Fornačah, območje mesta omogoča učinkovito omejitev neželenega prometa oziroma nekako lažje izvajati potem kasneje v prihodnje določene ukrepe upravljanja in zagotavljanja tudi določenih storitev za še vedno omogočiti ustrezno dostavo in oskrbo mesta. Zdaj, v analitičnem delu smo ugotovili več izzivov, ki jih potem bi želeli z ukrepi naslavljati. Konflikti so zaradi dostav, predvsem v poletnih mesecih, zaradi številnih uporabnikov prometnih površin. Zelo dosti dostav je dnevno, v bistvu prevečkrat na dan se dostave izvajajo. Dostave so tudi sprotne, večinoma gospodarskih subjektov nima skladišč. Potem dostavni čas, takrat, ko smo šteli promet leta 21. avgusta, je približno 50 dostav se je izvedlo izven dostavnega časa. Občina je sedaj že pristopila k nekoliko drugačni politiki omejevanja dostopa in omejuje dostave bolj na ta z odlokom določen dostavni čas. Dostavno mesto je le eno in še to je, pogosto smo tudi na terenu opazili, zaparkirano ali pa težko dostopno za dostavna vozila. Večinoma dostavnih vozil je na dizel pogon in nižjega eurostandarda. Dosti dostavnih vozil pride v Piran le pol napolnjenih ali manj. In gospodarski subjekti pa ne načrtujejo investicij v zelena vozila. 67% dostav se dostavljajo enote, ki so pa lažje od 20 kilogramov in večinoma gre za kartonaste škatle in zaboje. Skratka, gre za neke večinoma za srednje velike enote, ki se dostavljajo v mesto. Možnost vstopa je ves dan in neustrezna cenovna politika, to smo že naslovili leta 2021 in se tudi že delno občina pristopila pač bolj k uresničitvi odloka oziroma doslednemu izvajanju določil odloka. Pomanjkanje skladiščnih kapacitet, opreme, vozil zadnjega kilometra, infrastrukture za konsolidacijo, recimo paketomati ali pa prevzemne točke in podobno. Za gradbeno logistiko je otežen dovoz in so posledično tudi dražja gradbena dela, ki se v mestu izvajajo. Majhen delež embalaže gre v prodajo, odlaga se pogosto embalaža tudi na ulicah in veliko je kršitev v mestu in je skoraj nemogoče dosledno izvajati nadzor s sankcioniranjem. Zdaj vse to vodi k pač slabši prometni varnosti, okoljskim emisijam, večji porabi energije, poslabšanje kvalitete bivanja in manjše privlačnosti za obiskovalce in turiste. V splošnem je nekako vtis, da pač preveč, da je preveč samih dostavnih vozil, ki v mesto prihajajo in da bi bilo možno, da bi se pač ukvarjali predvsem z omejitvijo samega števila dostavnih vozil, kar posledično potem pomeni tudi sproščanje površin, manj emisij in bi dosegli pač te ključne cilje, ki jih želimo. Vizijo smo oblikovali na podlagi vizije celostne prometne strategije oziroma ta vizija sledi viziji celostne prometne strategije. Torej nekje v prihodnosti je vizija, da proces mestne logistike temelji na okolju prijaznih načinih dostave, energetske in ekonomske učinkovitosti in da se išče sinergija med naprednimi tehnološkimi in informacijskimi rešitvami ter temelji na novih modelih sodelovanja vseh deležnikov v procesu mestne logistike, ki jih pa ni tako malo. Strateški cilji, to so ti, ki jih sledimo za leto 2050, za to dolgoročno obdobje, je, da se zagotovi območje nič emisijske cone zaradi logističnih aktivnosti v ožjem mestu Piran in da se vzpostavi transparenten sistem mestne logistike z jasnimi pravili dostave.
To je nekaj, kaj sledimo, torej kar bi sledili v naslednjih 25 letih. Operativni cilji so potem zastavljeni za leto 2030, za koliko procentov bi želeli zmanjšati recimo dostavo z lastnimi vozili, izdanih abonmajev, povečati povprečno zasedenost dostavnih vozil, zmanjšati število dnevnih dostav gospodarskim subjektom in tako dalje. Skratka, vse teži k temu, da bi se želelo, da se v ožje mesto Piran vozi manj dostavnih vozil in da gre za malo večjo konsolidacijo prevoženega blaga, ki se potem pripelje do končnega uporabnika z enim vozilom namesto z večimi. Zdaj, ukrepi so v osnovi razdeljeni na organizacijske, regulativne, tržne, načrtovalske oziroma infrastrukturne ukrepe, ki obsegajo tudi opremo in vozila, ukrepe digitalizacije, inovacije in posebne alternative in podporne ukrepe. Mi smo zdaj opredelili možne ukrepe, ki bi se lahko v mestu Piran izvajali. V analitičnem delu gradivo, ki smo ga tudi pripravili, so podane tudi številne dobre prakse, ki se izvajajo v tujini, in predlagali smo te ukrepe, ki jih pač vidimo, da bi jih na območju Pirana bilo možno izvesti, ni pa to še dokončno, kar menimo, ker menimo pač, da je treba se odločiti v neki logični ali pa smiselni kombinaciji teh ukrepov ali pa svežnja ukrepov, ki bi bolj bili res izvedljivi. Organizacijski ukrepi se nam zdi predvsem pomembno, da se ustanovi delovna skupina za logistiko v naslednjih letih in da se opredeli koordinator, ki bi bil, to je nekdo zaposlen na občini Piran, ki bi to področje pokrival in ki bi tudi vodil to delovno skupino. V delovni skupini bi bili pa predstavniki različnih deležnikov, ki bi potem skupaj oblikovali določene predloge, ukrepe, lahko bi potem tudi se izobraževali, se odločali, zbirali informacije, želje, predloge, izzive kot predstavniki, od drugih deležnikov, in potem pa skupina tista, ki bi sodelovala in prišla do nekih skupnih odločitev. Regulativni ukrepi se nanašajo predvsem na to, kar ima občina Piran nekako vpliv oziroma v njeni domeni, da se spremenijo pogoji vstopa v ožje mesto Piran. To bomo predlagali, seveda, da gre to postopoma, torej dosledno upoštevanje časovnih oken, izdajanje e-dovolilnic, potem v prihodnje mogoče tudi, da se višina plačila dovolilnice opredeli za različne tipe, različne uporabnike, različne vrste vozila, ali pa glede na število vstopov dostavnih vozil v mesto, mogoče prvi vstop manj, pa potem drugi in tretji vstopi pa se potem več plačujejo in podobno. Potem nadgradnja te regulacije vstopa bi bila opredelitev okoljske cone. To smo potem opredelili za leto 2050 kot nek dolgoročni ukrep, kjer gre za tako imenovano ničemisijsko, bi ožje mesto Piran postalo ničemisijska cona in seveda tu gre potem za bolj konkretno ali pa bolj rigorozno omejevanje dostopa. Potem sprememba predpisov za zagotavljanje skladiščnih površin, torej da je treba določiti, da morajo lokali imeti določeno minimalno velikost skladišč, to recimo neka mesta v tujini imajo določeno. Gre za to, da v mestu Piran se dosti subjektov širi svoje uporabne prostore na račun skladišč in posledično imajo tudi sprotne dostave, tako da ravno zaradi tega pač, ker so skladišča zelo majhna ali pa jih sploh ni, tudi redko kateri gospodarski subjekt ima zunanjo skladišče, torej izven mesta Piran nekje, od koder si potem lahko sam dostavlja. Je pa to seveda vprašljivo v zvezi z nadzorom, kako pač to regulirati, zahtevati in potem seveda nadzirati. In potem določene manjše spremembe načina odvoza odpadkov, mogoče samo
ob določenih dnevih in podobno, s kakšno drugo opremo in infrastrukturo. Potem tržni ukrepi se nanašajo na subvencije, davčne olajšave in podobno. Zdaj lahko pri tem je mišljen recimo nakup, subvencioniranje nakupa dostavnih koles posameznikom oziroma gospodarskim subjektom, potem brezplačno polnjenje e-dostavnih vozil, torej zagotavljanje polnilne infrastrukture, subvencije pri nakupu ekoloških vozil, delno se že nekaj sedaj subvencionira z Ekosklada in podobno. In potem področje zelenega javnega naročanja, to je bolj za javno upravo namenjeno, da se pristopi k izobraževanju, ki ga ministrstvo izvaja na tem področju in ga bo tudi v naslednjih letih nadgrajevalo, mogoče skupno javno naročanje javne uprave ali pa pri javnem naročanju opredeliti določene zahteve tudi pri dostavah in transportu teh materiala, ki ga pač naročajo oziroma blaga. Načrtovalski ukrepi oziroma infrastrukturni ukrepi se nanašajo, da bi se načrtovale ustrezne dostavne površine in dostavna mesta v mestu, ki bi se potem lahko, kadar izven dostavnega časa, uporabljale tudi za druge namene, za parkirne površine in podobno. Zdaj le ena dostavna površina, menimo, da bi bilo primerno še vsaj eno opredeliti, da se dostavna vozila in naprave za izposojo omogočijo, na primer dostavna kolesa, ki so sedaj na Fornačah, tudi tako se je izkazalo, da strani gospodarskih subjektov bi bilo primerno, če bi bila tudi v centru mesta, tako da si lahko nekdo sposodi in si gre sam pripelje blago. Vsi ti infrastrukturni ukrepi so seveda povezani z regulativnimi ukrepi, ne, dokler je pač sedanje stanje takšno, kot je, potem tudi ta infrastruktura posledično je manj potrebna, ne, kadar pa pride do večje deregulacije, je pa potem treba tudi na drugi strani zagotavljati ustrezno infrastrukturo in opremo, da se lahko blago dostavi do končnega uporabnika. Lahko so tudi kakšni vozički tam na izposojo ob dostavnih površinah in podobno. Da se zagotovi infrastruktura zadnjega kilometra, to je povezano recimo s konsolidacijo blaga na območju Fornač, potem je seveda dobavitelji, dostavljalci do tam dostavijo blago, od tam dalje pa potem do končnega uporabnika se to zagotavlja z posebnimi vozili, z dostavkotom recimo, to so vozila zadnjega kilometra, ali pa infrastruktura zadnjega kilometra je mišljena paketomati, prevzemne točke, lahko tudi kakšni mobilni depo, kamor se lahko pridejo blago sami iskati, ali se pa tisto blago potem dostavi do končnega uporabnika. Možni ukrep je tudi ureditev manjšega urbanega konsolidacijskega centra nekje na območju Fornač, kjer bi se blago lahko dostavljalo, se tudi nekdo ga lahko sam prevzame ali se pa iz tega konsolidacijskega centra z vozili dostavi do končnega uporabnika. Zraven bi se lahko uredila tudi površina za gradbena dela, za material, torej za neko gradbeno konsolidacijo in podobno. In potem prostorsko načrtovanje in celostno prometno načrtovanje, kjer je mišljeno, da vso načrtovanje, ki se v Piranu izvaja, od razmišljanja gradnje recimo garaž, kakšnih drugih projektov, da se vedno razmisli ali pa da vedno se upošteva, kakšna je pa potreba tudi recimo, da bi se izvedlo še kaj s področjem dostave blaga, paketov in podobno. To pomeni, da se vedno predvidi tudi kakšen paketomat, v primeru gradnje garaž, da se ena etaža uredi recimo z ustrezno svetlo višino, ker bi se mogoče lahko tudi manjša konsolidacija uredila in podobno. Skratka,
da se pač pri celostnem prometnem načrtovanju in prostorskem načrtovanju ne pozabi na potrebe dostave blaga. To so pač primeri, tovorna kolesa in recimo v Rovinju imajo na robu peš cone možnost si sposoditi takšne vozičke. Potem to je mobilni depo na levi strani, od koder se potem blago razvozi s posebnimi vozili do končnega uporabnika, lahko pa tudi sam pride na prevzem. Takšen depo se napolni izven mesta in se potem zjutraj pripelje v mesto ali na rob recimo ožjega mesta, torej deluje kot neka mala mini konsolidacija. Potem paketomati ali pa takšne omarice. Danes mislim, da so že v Sloveniji ponudniki teh tudi univerzalnih paketomatov, to pomeni, da lahko noter dostavlja tako GLS, DHD, pošta in tako dalje, ker večinoma zdaj vemo, da tam, kjer so, imajo še ti dostavljalci oziroma teh poštnih storitev. Ti paketi se dostavljajo, ima vsak svoj paketomat, no, obstajajo pa tudi že ponudniki teh univerzalnih paketomatov. In to desno je prevzemna točka v Ljubljani, kjer pač je možno prevzeti te pakete. To je v tujini zelo pogosto. Iz teh prevzemnih točk se potem tudi z dostavnimi kolesi do končnih uporabnikov pripeljejo paketi, možno je pa tudi, da jih sam prevzameš. V Piranu recimo so me obvestili, da je ena prevzemna točka tudi pri enemu frizerju. Tako da normalno, da v bistvu so potrebe. Potem v tujini je tudi dostava paketov če te dostavijo domov, dražja, kot pa če če prevzameš paket potem v paketomatu ali pa na neki prevzemni točki. Manjši urbani konsolidacijski center gre za neko skladišče, do kod se pripelje z večjimi vozili, kombiji, blago in se potem od tam, recimo, da bi to bilo na območju Fornač, se potem od tam z manjšimi vozili to dostavi do končnih uporabnikov. Zdaj, za tako mesto, kot je Piran, mora to biti javni servis, ker je premalo blaga, da bi to bilo ekonomsko upravičeno, tudi recimo v mestu Graz, kjer imajo takšen konsolidacijski center, se to zdaj sofinancira z javnim denarjem. In recimo vozila, kot so dostavko, ki bi se lahko pač preuredila ali dokupila malo večja, z večjimi temi prikolicami oziroma kripami, bi potem tudi lahko funkcionirala kot vozila zadnjega kilometra. Potem pa so še ukrepi digitalizacije in inovacij. Gre za seveda vso informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki mora biti pač kot podpora vsem tem ukrepom, tako prevzemu blaga na paketomatih, razne aplikacije, upravljanje konsolidacijskega centra in podobno. Uvedba inovacij, kot recimo avtonomna vozila, droni, to spodaj je pa slika z enega mesta na Nizozemskem, kjer imajo podzemno odstranjevanje odpadkov iz mesta do neke skupnega odlagališča na robu središča mesta. To so vse ukrepi, ki so bolj ali ne neprimerni za Piran, vse toliko, koliko smo se o tem pogovarjali, ampak vse to uporablja v določenih mestih ali pa se bo v prihodnje. In uvedba alternativnega prevoza tovora, zdaj v Piranu je to opcija, recimo prevoz po morju, mogoče za kakšen gradbeni material, vemo pa, da je to v bistvu kar precej draga pa tudi drugače, ampak smo se pogovarjali in so recimo neke možnosti, in druga je možnost, da se naredi integracija z javnim prevozom,
kar tudi že potekajo v Sloveniji pilotni projekti, kjer se tudi z javnim avtobusnim potniškim prometom prevaža določeno blago, recimo do avtobusne postaje, kamor se potem lahko blago odloži ali v paketomate ali pa kjer se potem prevzamejo paketi od tistih končnih naslovnikov. In potem podporni ukrepi, upravljanje, recimo z konsolidacijskim centrom je treba doreči potem ustrezen nadzor. Občina kot zgled lahko deluje v smislu svojega voznega parka, izvajanju vseh teh javnih služb z zelenimi vozili in pomembna je komunikacija, promocija, predvsem pa izobraževanje na področju možnih ukrepov za izvajanje ukrepov upravljanja na področju mestne logistike. To so vsi ti možni ukrepi. Mi smo imeli potem delavnico in tudi poslali preko spletnega orodja Enka še vsem deležnikom, torej dostavljavcem, dobaviteljem, vsem ustanovam, izvajalcem gradbenih del, javnemu podjetju Okolje, predstavniku občine in krajevne skupnosti, te ukrepe v nekakšno obravnavo, tako da je vsak lahko spisal pomisleke in predloge za izboljšave pri posameznih ukrepih, torej da smo dobili odzive. Odzvalo se je kar veliko število vabljenih oziroma poslanih je bilo cirka 180 vse skupaj subjektom. Sedaj imamo skupaj 61 odzivov oziroma toliko jih je te ukrepe pregledalo, prebralo in večina tudi podalo na posamezne ukrepe svoje pomisleke in izboljšave. Zdaj, jaz bi vam predstavila te pomisleke in predloge. Moram povedati, da bi želeli v nadaljnjih fazah ravno na te pomisleke odgovoriti z določenimi dokumentom, predvsem tako imenovanim poslovnim modelom, ki bi ga želeli pripraviti. Poslovni model bi potem nekako pokazal, kateri bi bil tisti najbolj optimalen model delovanja, predvsem pa je pomembno, da bi se urbani konsolidacijski center, da bi za urbani konsolidacijski center v Piranu, če bi se kdaj v prihodnje to vzpostavilo, za njega opredelil poslovni model, način upravljanja, potem plačljivo, kakšna storitev bi to bila, kdo bi plačal, kako bi se stroški delili, kakšna bi bila obveznost uporabe v povezavi z regulativnimi ukrepi in podobno, in da bi se pač s tem tudi odgovorilo na večino teh pomislekov in vprašanj, ki jih imajo posamezni deležniki, kar gre seveda večinoma v povezavi z njihovimi stroški. Noben ne želi, da se seveda stroški jim povečujejo. Zdaj, glede organizacijskih ukrepov, to je, kot sem rekla, oblikovanje skupine in imenovanje koordinatorja skupine. Zdaj, večinoma so pomisleki, kdo in kako bi določil predstavnika gostincev, dostavljavcev in dobaviteljev, ker je težava tudi sodelovanja dobaviteljev z gostinci. Gostinci so rekli, da večinoma, mislim, da dosti dobaviteljev tudi ne dostavlja oziroma se pač bolj dostavlja to preko pošte, ne pa direktno iz njihove strani. In odzivnost te skupine, če bi bila res odzivna na te aktualne izzive, na sprotne sprotne težave, ki bi se pojavljale in podobno. Moram povedati, da v Mariboru, ko se je pripravljal takšen načrt, je že v okviru oblikovanja načrta bila takšna skupina vzpostavljena in je bil predstavnik gostincev nekako pa dostavljalcev tudi določen ali imenovan. Pomembno je, da do tega pride, torej da se nek predstavnik imenuje, možno nekdo, ki je pač ima največjo podjetje oziroma ustanovo ali pa ki najbolj pogosto dostavlja, dobavlja
da bi en takšen pač bil kot nek predstavnik po oblastilu ostalih. Se mi pa zdi to pomembno, no, da vsak od teh akterjev ima potem tudi svojega predstavnika v skupini. V Ljubljani prav tako je to nekako bil cilj. V Ljubljani pa je bil recimo koordinator tega potem imenovan kar mestni menedžer, ki je v kabinetu župana zaposlen. On ima tudi potem glavno komunikacijo, izvaja z samimi gostinci v območju pešcone v Ljubljani, tako da on tisti glavni koordinator. Skratka, pomembno je, da se takšna skupina formira in deluje kot nekako posvetovalno telo župana in da ima tudi koordinatorja. Predlogi so bili, da se širše zastavi, to pomeni, da so tudi predstavniki trgovine, vrtca, to je seveda možno, ne. Je pa res, da treba je potem vseeno nekako imeti obvladljivo število ljudi v tej skupini in predlog, da je ena oseba zadolžena za to področje, to pa smo že tako predvideli kot koordinatorja. Potem pri regulativnih ukrepih, seveda že zdaj je določenim dostavljalcem dostavni čas prekratek. Predlogi so bili, da se podaljša do 11. ali 12. ure ali pa da je recimo tudi popoldansko neko časovno okno opredeljeno. Pravijo, da je pač, ko so poleti v Piranu gužva in zastoji, da je težko poloviti to časovno okno za dostavo. Eni so proti vsem predlaganim ukrepom, ki so v tem načrtu, brez pač pod nekih posebnih pojasnil. Dejansko pa je predvsem strah, da bo v bistvu se še bolj zakomplicirala vsa situacija in da se bodo pač bistveno povečali stroški. In okoljska cona, da je preveč ambiciozni cilj, zato smo si ga mi zastavili komaj za leto 2050, ampak evropska mesta in tudi slovenska grejo v to smer, da se vsaj do tega leta opredelijo v teh mestih tudi okoljske cone. In ožje mesto Piran je sigurno že urbanistično gledano eno takšno območje, kjer bi to bilo potrebno. Pravijo, da težave niso emisije, ampak število vozil. Dejansko je res težava število vozil, posledično pomeni manjše število vozil, zmanjšanje emisij. S tem našim projektom pač želimo naslavljati emisije, oziroma to so tista ciljna vrednost, ki bi jo merili, ampak manj vozil pomeni pač tudi zmanjšanje emisij. Predlogi za izboljšave, kot sem že povedala, v popoldanskem terminu, da se določijo izjeme. Izjeme so vedno določene, vsa mesta imajo v svojih odlokih opredeljene izjeme za dostope, za nujne zadeve, za servise in podobno. Vstop, da naj bi bil 30 minut brezplačno, da torej treba dostavo olajšati in ne oteževati, in da bi se zgradil center, kamor bi stranke lahko prišle same po blago. To je ravno ta namen, da se naredi nekakšna konsolidacija, kamor bi lahko prišle stranke same po blago, ali pa paketomati ali prevzemne točke, lahko pa tudi se potem to z manjšimi vozili dostavlja do njih. Potem so bili, da predpis zagotavljanja skladiščnih površin je problem kontrole, da v Piranu seveda ni novogradenj in da se nekatero blago mora vedno sproti dovažati. To je res, recimo sveže ribe in podobno, ampak kot sem rekla, 67% oziroma večina dostave so paketi in kartoni, ne. 67% so tudi lažje enote, ne, kar se pomeni, da se lahko tudi z manjšimi vozili to dostavlja, in tudi pomeni to, da je manj blaga tistega, ki se more dnevno dostavljati. In da so proti spremembi sistema odvoza odpadkov. Predlogi za izboljšave so pa, da se gre seveda za širši ukrep, kako regulirati oddajanje prostorov turistom, ne, to ni samo problem v Piranu, ampak že kar v dosti ostalih turističnih slovenskih mestih. Ene države so k
temu in tudi občine dejansko pristopile z reguliranjem. Pomembna je povratna logistika, torej tisti, ki pripelje blago, tudi odpelje embalažo, steklenice in podobno. So bili predlogi, da bi se mogoče razmislilo o potopnih smetnjakih, da bi bil frekventnejši odvoz bioloških odpadkov in da se kaznuje nelegalno odlaganje kosovnih odpadkov, kar verjetno se, če se le lahko ugotovi, kdo je to naredil. Tržni ukrepi, pomisleki glede subvencij so bile, da so že sedaj na voljo, da omejitve ne bodo spodbudile nakup e-vozil, da globalno okoljsko sporna elektrifikacija, vemo, da vse, kar je povezano s proizvodnjo, povzroča določene emisije, tako tudi elektrifikacija s svojimi baterijami za sporne odpadke, proizvodnja elektrifikacije, ki tudi ni čisto zelena in podobno, ampak dejansko gre delno tudi v to smer, končni cilj pa je sploh zmanjšanje števila vozil, ne glede na pogon, in da so skupno javno naročanje v preteklosti že poskusili in da se ni šlo. Za izboljšave prijava na morebitne evropske razpise, to smo predlagali, da se čim prej nakupijo vozila javnih služb, ki so ekološko bolj sprejemljivejša, in da se ponudi finančna pomoč podjetjem, posameznikom za nakup lastnih dostavnih koles, tako da bi si lahko sami recimo dostavljali v primeru, ne vem, regulacije ali pa dostava izven časovnih oken, to, da lahko gre sam na rob mesta po blago. Dostavne površine že sedaj vedno zaparkirane, to smo, kot sem rekla, tudi ugotovili, če dostavna mesta so preozka. Strah za vandalizem nad odpremo in vozili, govorimo o paketomatih in podobno, to je seveda vedno možno, da se to zgodi, ni pa to tako pogosto, vsaj pogledam recimo primer z drugih slovenskih mest. Vprašljivost učinkovitosti tovornih koles, govorimo o obstoječih tovornih kolesih, ki so na fornačah, vemo, da dokler je obstoječe stanje in ni regulirano dostava do take mere, da bi potem bilo treba dostavo izvesti sam z drugimi vozili, tudi potem izposoja teh tovornih koles bistveno manjša. Če pa pride do večjih regulacij ali pa neke konsolidacije, se pa potem tudi so potrebna takšna vozila, da se potem lahko s temi dostavi, in potrebe po hlajenju, to pomeni pri primeru recimo konsolidacijskega centra in podobno, da so tam tudi priključki za hlajenje. Predlogi za izboljšave pa, da se uredi večje število dostavnih mest in da so ustreznih dimenzij, da se izvaja strog nadzor nad dostavnimi mesti, to pomeni, da ne pride do zaparkiranja ali pa do oviranja dovoza, da se ugašajo motorji vozil dostavnih in da se dostavna kolesa na voljo tudi, poleg fornač, tudi v centru mesta. Eni pa so rekli, da ni potrebe priključkov na dostavnih mestih, ker se pač roba seveda takoj dostavi potem do končnega uporabnika. Hotel za tovor je nesmiseln. To so tovorni hoteli, ki se uporabljajo v določenih mestih v zapuščenih stavbah. To zapiranje ni primerno, ker so druge potrebe, da se prazni prostori preuredijo tudi za stanovanja, ki jih je premalo. Seveda veliko vprašanje, to mislim, da je bilo najbolj izpostavljeno, kakšna je odgovornost za blaga pri pretovarjanju, to pomeni, če pride blago do konsolidacijskega centra in potem z drugim vozilom ali pa z drugo službo do končnega uporabnika, kako je za to odgovornost, tudi to bi radi potem v tem poslovnem modelu naslovili. Da je premalo parkirnih mest in da ne želijo, da bi se kakršnokoli površine za dostavljanje urejale na račun zmanjšanja parkirnih mest, da ne želijo komplicirane dostave, ampak olajšanja, da če so kapacitete za izvajanje dostave zadnjega kilometra, trenutno ne bi se bilo pa potem treba ta vozila dobaviti. Vprašljivost izvedljivosti konsolidacijskega centra, to sem že rekla, da s poslovnim modelom bi potem radi odgovorili na
določene vprašanja, bi se potem občina tudi v prihodnjih 10 ali 20 letih lažje odločila za urejanje tega področja, in težave za ureditev infrastrukture za polnjenje, izboljšave pa, da se sočasno izvedejo določeni ukrepi, kar je seveda logično, in tudi predvidevamo svežnje ukrepov, da se postavijo paketomati, prevzemne točke, depoji, da se pri Euro 6 vozilih pusti vse tako, kot je sedaj, da se za vse te naprave, torej paketomate, prevzemne točke, depoje, konsolidacijske centre in podobno, opredelijo tudi natančno površine in točno lokacije, kje se naj to postavijo, in da dostavko mora imeti večja vozila z dostavo zadnjega kilometra. Seveda je to tudi bolj prilagojeno glede na povpraševanje, kot sem pa rekla, večinoma ne gre za velike pakete, so pa seveda določene blago tudi večjih dimenzij. Potem, kar se tiče inovacij, zdaj droni za Piran niso sprejemljivi. Pomisleki so, da je težko izvajati dosleden nadzor, izboljšave pa so, da se ukrepi spremljajo in se ugotavlja učinkovitost. In da se seveda, to seveda smo predvideli, in da se seveda o tem obvešča potem tudi javnost in deležnike. Potem smo pa opredelili 2 scenarija za srednjeročno obdobje, kot nekakšna 2 svežnja ukrepov. Prvi je takšni, ki nima konsolidacijskega centra na robu ožjega mesta Piran, se pa zagotavlja več teh površin znotraj mesta, torej dostavne površine, vozički za izposojo, e-dostavna kolesa, opredeljujejo se časovna okna in podobno. Pri drugem scenariju pa smo predvideli ureditev manjšega urbanega konsolidacijskega centra, ki bi se uporabljal za dostave izven dostavnega časa in bi se potem dostavljalo z drugimi vozili do končnih uporabnikov, in se potem v ožjem mestu Piran manj teh površin ureja za potrebe dostave. Zdaj deležniki so se opredeljevali do teh scenarijev, pač kjer se jim zdi primernejši, in so nekako na pol-pol. Nekako pa gre v tej smeri, da se verjetno pristopi bolj k scenariju 1 in se potem na prehodu do dolgoročnega obdobja do 2050 preide potem ta scenarij 2 in potem na končno ta dolgoročni scenarij. Za dolgoročni scenarij oziroma ta svežnj ukrepov v dolgoročnem obdobju je pa to, da se opredeli okoljska cona, ki potem seveda obvezno zahteva ureditev konsolidacijskega centra na robu mesta Fornače, in to leta 2050, in to so večina deležnikov se je pač strinjalo s temi dolgoročnimi ukrepi za leto 2050, tako da bi potem prešli verjetno iz tega obstoječega, potem z ureditvijo predlog ureditve manjšega urbanega konsolidacijskega centra, ki bi deloval najprej za dostave izven dostavnega časa in potem po opredelitvi okoljske cone za večino dostavno v mesto. Zdaj, nadaljnje aktivnosti je, da bi pripravili na podlagi teh pomislekov, predlogov za izboljšave ta osnutek načrta upravljanja mestne logistike letos in potem se lotili priprave poslovnega modela. Verjetno bo zanj potrebno še zbrati tudi določene podatke, in to bi bilo potem zaključeno do konca letošnjega leta. Potem bi se pa letos pa drugo leto še usklajevali z ukrepi, ki bo predvidela celostna prometna strategija, ki pokriva predvsem druga področja mobilnosti, torej predvsem prevoz potnikov, torej urejanje peš, kolesarskega omrežja, motornega prometa, pa predvsem perečo problematiko urejanja parkirnih površin, in bi potem sodelovali recimo z izdelovalcem, tako da bi se nekako tu usklajevali, pripravili potem končni akcijski načrt, se posvetovali s širšo delovno skupino, ki je bila oblikovana pri pripravi tega načrta upravljanja mestne logistike, in tako pripravili končni predlog načrta upravljanja mestne logistike in ga predali sprejem na občinskem svetu leta 2025. Nekako istočasno, kot bi se dal tudi v predlog
celostne prometne strategije na občinski svet. To pomeni, da oba dokumenta hkrati bi se potem obravnavala. Za izvajanje določenih zadev se je v bistvu se je že začelo in to bi potem 2025-2026 še bi to spremljali. Letos avgusta bomo spet šteli promet, vstope na Fornačah in potem v naslednjem letu še v tem 26 tudi spremljali in vrednotili določene ukrepe, koliko se bo pač izvedlo in potem seveda občina pa potem skladno s svojimi možnostmi ali pa projekti in programi bo bolj pristopila k izvajanju ukrepov iz načrta upravljanja mestne logistike in izvajanju ukrepov iz celostne prometne strategije potem v prihodnjih letih, toliko pač, da bo imela na načrt pripravljen in tudi bi radi seveda s tem poslovnim modelom odgovorili bolj na ta ključna vprašanja, kdo s tem upravljati, kako potem deliti stroške, kaj pomeni glede odgovornosti, informacijske tehnologije in podobno za upravljanje tega konsolidacijskega centra. Zdaj, hvala za pozornost. Zdaj vprašanja in odgovori, če pogledamo. Mogoče bi jaz zdaj kar eno vprašanje oziroma smo podjetje, ki pristanka tudi v centru Piran, prevzamemo biološke odpadke v zgodnjih jutranjih urah, odvoze pa opravljamo s kombi, ali pričakovati v kratkem kakšno spremembo na tem področju, ali bo občina Piran kakorkoli drugače urejala te storitve. Zdaj, to je povezano z samimi dostopi. Prihodnje bo sigurno prišlo do določenih sprememb, ampak dvomim, da bo to v kratkem, ker tako kot je zdaj so nastavljeni scenariji, bi se še dostava z kombi, odvozi, izvajanje različnih drugih storitev, ki se izvajajo v mestu, tudi s kombi, recimo razni servisi, raznih, ne vem, kavnih avtomatov in podobno, kar smo že imeli tudi zadnjič vprašanja, bi ostali zaenkrat v takšnem obsegu in skladno z tem odlokom, ki ga ima občina sprejetega, torej v tem časovnem oknu so predvideni pač te dostave in ti uvozi v obožje mesto Piran. Tako da zdaj zaenkrat mislim, da ne, v prihodnje pa pač govorimo o dolgoročnem obdobju, pa bo verjetno tu prišlo do sprememb, če drugo ne, vsaj kar se tiče pogona določenih vozil, v primeru, da občina opredeli okoljsko cono, potem za določena vozila sigurno več ne bodo mogla na določen pogon, ali pa tudi velikost vozil sigurno ne bodo mogla več vstopati v mesto Piran, ampak to se pač pogovarjamo v tem bolj dolgoročnem obdobju. Tako da, če še kdo kakšno vprašanje. Pol bi pa jaz kar zaključila. Jaz mislim, da bomo vas sigurno še obvestili, ko bo načrt upravljanja sprejet oziroma predlagan za obravnavo. Zdaj ta analitični del, ki je bil predstavljen pred 2 letoma, posnetek tistega in posnetek tudi tega, bomo zdaj hkrati, jaz občino prosila, da tako je bil tudi z njimi dogovorjen, da damo na spletno stran in potem vas sigurno obvestimo, ker imamo tudi vse vaše spletne naslove, ko bo tako daleč, da bo načrt sprejet in bo bolj jasno, kakšni so bolj konkretni ukrepi, h katerim bo občina potem pristopila. Tako da hvala za vašo udeležbo in vam želim še lep dan. Nasvidenje.